Lepo pozdravljeni v novem izbranem pogovoru. Z mano je danes gospod Marcel Žmavčič, dolgoletni direktor podjetja Kremen, avtor knjige Skrivnosti in pasti trajnega uspeha in predavatelj, ki je vodenje izkusil v najzahtevnejših okoliščinah. Danes se ne bova ustavila samo pri njegovi knjigi, ampak bova predstavila in tudi preverila njegovo novo spletno stran, kjer so zbrane ključne vsebine za vodje, direktorje in podjetnike. Marcel, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni tudi vi. Zdaj, knjiga Skrivnosti in pasti trajnega uspeha je izšla lani. Ste že v tem času vmesnem prejeli že kakšne odzive bralcev in ali so bili tudi takšni, kot ste jih pričakovali, ali vas je kaj presenetilo? Pravzaprav sem bil res kar presenečen, ker so odzivi prišli dovolj hitro, bili so tudi močnejši, kot sem pričakoval. Od ene gospe sem bil celo kregan, ker je rekla, da je na morju 4 dni ni imela nič od moža, ker ni šel stran od knjige, dokler je ni prebral celo, pol je pa je rekla še 2 dni bulil tiste slike na koncu knjige. Tako da mi je bilo všečno, da je tako. Pol so nekateri so povedali, da v bistvu so prvič začutili, da nekdo odkrito govori o tem, kar se v podjetništvu dogaja za neke vrste kulisami. Moj ožji sodelavec Martin je tudi rekel, da si ni mislil, da se v ozadju odvija toliko nekih situacij in vsega, da je podjetje kakor toliko normalno delovalo. Pa tudi sicer veliko ljudi misli, da podjetje deluje kar samo po sebi, pa da je v podjetju vedno dovolj denarja na razpolago in tako naprej, ne. Resnica pa je na žalost zelo drugačna in pogosto gre, kot pravi pregovor, gre podjetju iz rok v usta, iz dneva v dan, pa tudi nobene garancije ni, da bo jutri sploh še obstajalo, ne. Tako da nič ni samoumevno, kot se temu reče. No, vse to mi tudi pove, da knjiga ni ostala samo na ravni teorije, ampak da je tudi dejansko nagovorila tako, kot sem tudi želel, kot sem jo pisal. Ja, saj izkustveno, ne, pol je sporočilo čisto drugačno. Zdaj pa, če povzameva za vse tiste, ki vaše knjige niso v bistvu še zagledali, a ne, in jo prebrali, kaj je pravzaprav glavno sporočilo vaše knjige? Kaj ste želeli, da bralec odnese, ko dejansko zapre zadnjo stran? Ja, v bistvu sporočilo je preprosto, ne. Uspeh se dostikrat sliši tako samoumeven in tako naprej, pa ni. To je vedno prvo moraš imeti veliko sreče, ne samo kot posameznik, tudi podjetje, ampak ni to samo rezultat sreče, ampak realističnega načrtovanja, zelo trdega dela, vztrajnosti, poguma, sposobnosti, tudi da se sooči sam s sabo, ne, ali pustiti ali in tako naprej. Seveda pa jasno, če ponavadi pravi, da sreča spremlja dobro delo in to jaz mislim, da drži, ne. In ker če ti sreča obrne hrbet, potem je itak zelo, potem je res težko, ne. Zato sreče ne smemo izzivati, niti jo izkoriščati, ne. Je pa zelo dobro, če nas spremlja, ne. Tako da, no, pa sem želel še sporočiti, da se moramo boriti za to, da ne zapravimo dela predhodnih generacij, ne. Saj v bistvu, na primer, jaz sem dobil podjetje, ki je bilo sicer res v težavah, ampak je pa že veliko stvari bilo, ne, kar so naredile predhodne generacije. In v bistvu treba se boriti, da to ne zapravimo, ampak se je treba truditi, da ohranjamo živo in da pripravljamo vse to za predajo naslednjim generacijam, ki pol pridejo za nami, ne. Ko pa bralec zapre zadnjo stran, bi pa želel, da razume 2 stvari. Da je normalno, da se v podjetništvu bojiš, da dvomiš, pa tudi, da padeš, ne. In ravno tam se začne rast, osebna in poslovna. Hotel sem pokazati, da je uspeh proces, da to ni nek dogodek, ampak dolg proces, pa da se največ naučiš ravno v tistih najtežjih trenutkih, ker v težavah v resnici najbolj in pa tudi najhitreje napredujemo. Takrat možgani delujejo čisto drugače,
ker iščemo izhod in tako naprej. Kadar gre vse kot po maslu, smo običajno v nekem, ne vem, mehurčku ali pa v neki coni udobja in takrat si ne želimo sprememb, ne. Ampak brez sprememb pa ni napredka, tega se pa moramo zavedati, ne. To je nekje sporočilo. Zdaj, za knjigo, ki ste napisali, a ne, ste dejansko nekako odprli vrata tudi stikom in v bistvu predavanjem, ki jih imate in organizirate za podjetnike, direktorje, voditelje, a ne, in v povezavi s tem je tudi nastala vaša spletna stran, kjer so zbrane v bistvu vse te informacije na enem mestu. Kaj ste pravzaprav želeli dati ljudem, da zares začutijo ali pa razumejo vašo zgodbo in vaš pristop? V bistvu sem želel, da bi ljudje na enem mestu lahko dobili celotno sliko, kdo sem, kaj sem doživel, kaj učim, pa zakaj to počnem. Moja celotna zgodba je dolga 27 let vodenja podjetja. To je bilo polno vzponov, padcev, kriz, pa tudi zmag, hvala Bogu. Na spletni strani sem hotel ustvariti prostor, kjer bi lahko nekdo razumel ne samo rezultate, ampak tudi pot, torej notranja pot, ki je največkrat skrita, ne. Te ne vidimo, če nam jo nekdo ne razkrije. Bo pa stran šele sedaj objavljena in se bo prihodnje normalno spreminjala v skladu z interesi pa odzivi bralcev. V vaših predavanjih govorite o voditelju, ne samo o podjetju. Kako lahko podjetnik ali direktor konkretno uporabi vaše uvide v vsakdanjem odločanju? Ja, moji uvidi niso samo teorija, ampak so nastali iz realnih odločitev. Te se morajo sprejemati ponavadi pod pritiskom, pa jih tudi prenesti oziroma preživeti, ne. Podjetnik jih lahko uporabi tako, da bolje razume svoje reakcije v stresu, naredi neke vrste inventuro in začne natančneje ločevati pomembno od nepomembnega. Ne vem, zakaj nas narava vrže v to, da se radi ukvarjamo z malenkostmi, ne. Velike stvari pa grejo mimo in te stvari pri podjetju pač ne grejo skupaj. Prvo pomembno, potem pa nepomembno, oziroma manj pomembno, pa še manj pomembno in tisto nepomembno, pa če se naredi ali pa se ne naredi, ponavadi niti ne igra neke vloge, ne. Pol, da se nauči umiriti paniko, preden sprejme odločitev, ne. To v bistvu niti ni tako preprosto, ne. Se pa seveda da, ne. Pa to, da razume, da ni sam, da ne ostane sam, ko je najtežje, ne. Že če prebere knjigo, vidi, da ni edini, ki se je znašel v taki vlogi, ne. Vodenje pa mislim, da se začne z neko notranjo jasnostjo. Ko razumeš sebe, lažje vodiš druge. Pa ko imaš to jasnost, da veš, kaj delaš, veš, kam greš, pa vodiš s svojim zgledom, potem ti sodelavci enostavno sledijo, ne. To bi nekje Zdaj pa, če v pogledamo, grobe. ja, predavanja, ne, ki jih imate, jih je več, v bistvu tudi tako po sklopih. Kaj bi rekli, za koga je to dejansko najbolj primerno? Ne vem, za vodje ekip, za podjetnike, mogoče naslednike v družinskih podjetjih, ali pravzaprav za vse, ki stojijo pred nekimi pomembnimi življenjskimi odločitvami? Ja, v bistvu primerno so za vse, ki nosijo breme odgovornosti, torej podjetnike, direktorje, vodje ekip, naslednike v družinskih podjetjih lahko, pa tudi tiste, ki se šele pripravljajo in razmišljajo o neki voditeljski vlogi, ne, ali bi ali ne bi. V resnici so primerne za vsakogar, ki stoji pred pomembnimi odločitvami, in želi razumeti, kako čustva vplivajo na razmišljanje, reakcije, odnose in rezultate. Ta sklop predavanj govori bolj o čustvih, pozitivnih in tistih manj pozitivnih in negativnih, in kako se na vse to odzvati in se soočiti z njimi, in iti čez vse skupaj tako, da je čim manj prask in teh stvari. Preobraziti izzive v modrost, a ne? Recimo, ja. Gospod Marcel, kaj vas osebno najbolj navdihuje pri delu s podjetniki in voditelji?
Ja, najbolj me navdihuje trenutek, ko nekdo dojame, da ni sam, ne? Da vidi, da je veliko ljudi nas je moralo čez to iti, pa ko vidi, da so strahovi, dvomi, pa pritiski, to je pač del poti, ne? Pa da jih je mogoče obvladati, to je zelo pomembno. In to obvladati brez kemije, recimo, ne? Namreč vemo, da kemijo, po domače povedano, so uporabljali, pa tudi verjetno še mnogi voditelji še vedno uporabljajo. Veliko mojih kolegov, direktorjev je povedalo, da vzeli na primer apaurin, ne? In to leto za letom, si predstavljate to, mislim, ne? Jaz pa garantiram, da se da tudi brez tega in z veseljem vsakomur povem za načine, kako se tega lahko loti, ne. Ko voditelj začne razumeti sebe, se spremeni tudi njegovo podjetje. To je tisto, kar daje smisel mojemu delu in tudi kar me žene naprej pravzaprav. Je to, kar ste omenil, a ne, kemijo, se mi zdi zelo zanimivo, ker smo ravno v času pač teh instant rešitev v takih malih tabletkah, a ne, ampak to dejansko ne reši vzroka, a ne, ali pa ne reši celega problema, a ne, bolj mogoče gasi kakšne simptome, ne, mnogo kompleksnejšega problema, ki ga moramo nekako preobraziti in razrešiti, a ne. Ja, jaz sem veliko ljudi, recimo žal tudi mojih kolegov nekaterih, sem videl v bistvu, ko so dolga leta vodili podjetje na tak način, ko sem rekel, s tabletami, ko so prišli v penzijo, so bile navadne razvaline, ne, kar je škoda v bistvu, ne vem. Stranski učinki so hujši, a ne, kot pozitivni učinki tisto na kratek rok. Tako. Zdaj, gospod Marcel, če bi izpostavili eno stvar, ki bi jo želeli, da ljudje bolj razumejo v zvezi s trajnim uspehom, kaj bi to bilo? Mogoče nekaj, kar ste tudi sami spoznali na najtežji način. Ja, v bistvu trajni uspeh ni nikoli linearen, ne? Da gre sam gor ali pa sam dol ali pa vedno gre v nekih krivuljah. Pa tudi nikoli ni povsem brez bolečine, tudi to moramo se zavedati, ne. To je v bistvu še najboljš povedal moj oče, ko sem mu povedal, da sem se odločil, da bom sprejel vodenje podjetja. Je kljub temu, da je bil nekoliko razočaran, ker nisem sprejel ponudbe staršev, da bi vodil družinsko obrt, mi je dejal: "Popolnoma te razumem, mogoče bi se na tvojem mestu jaz enako odločil. Moraš pa se dobro zavedati, v kaj se spuščaš, da boš izgubil veliko živcev, če boš sprejel vodenje podjetja v takem stanju in takšnih okoliščinah. Reševanje podjetja ti bo na koncu morda uspelo, lahko pa tudi ne. Na to moraš biti pripravljen." Ne? To mislim, da pove to, kar bi tudi jaz povedal vsakmu, ki se odloča, bi, ne bi. In zato tudi polagam to na srce ljudem, ki se mogoče šele odločajo za morebitno vodenje, ne. Da dobro razmislijo, si ogledajo obe plati vodenja, ne samo tisto zanimivo, ki pač vleče k takšni odločitvi, ampak tudi tisto, ki je posuta z različnimi težavami, ki se jim enostavno ni mogoče izogniti. Pač pridejo in jih je treba premagati. In šele pol se naj odloča, če je to primerna pot za njih ali ne. Naj se dajo pred pomembno odločitvijo podučiti tudi strani kakšnega prekaljenega mentorja ali pa s branjem literature, ki opisuje prakso vodenja, ki vam bo pokazala resnico o vodenju. Pa ne govorim to zato, da bi kogarkoli odvrnil, ampak zato, ne zato, da bi koga prestrašil, ampak zato, da bi dal pogum, v bistvu. Vodenje je pot, ki vas bo preizkusila, pot, ki vas bo sigurno tudi utrudila, pa tudi utrdila, pot, ki vas bo včasih pustila same, pot, ki vas bo naučila priložnosti, ponižnosti, pa tudi pot, ki vas bo prisilila v rast, ne. Tako da v bistvu to je pot, ki vam bo dala nekaj, kar praktično nobena druga vloga ne da. Občutek, da ste naredili nekaj, kar je imelo smisel, da ste pomagali ljudem, da ste ustvarili nekaj, kar bo živelo naprej, ne. Če boste kdaj dvomili vase, in sigurno boste, se spomnite tega,
da vodja ni tisti, ki ima moč, vodja je tisti, ki nosi odgovornost. Vodja je tisti, ki gre naprej, ko drugi ne morejo, pa vodja je tisti, ki verjame, ko drugi dvomijo. Če boste to zmogli, potem boste vodili dobro. Ne popolno, ne brez napak, ampak dobro. Želim vam, da boste na svoji poti vodili pogumno, pošteno in z ljudmi, ne nad njimi. Sam pa sem največje lekcije dobil v trenutkih, ko je bilo najtežje. Ko ni bilo denarja, ko so bile odločitve boleče, ko sem dvomil vase. Takrat sem spoznal, da uspeh ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak v tem, da se vedno znova pobereš in ostaneš zvest svojim vrednotam. Ljudje nosimo v sebi v resnici veliko večji potencial, kot si predstavljamo. In pogosto se aktivira šele takrat, ko ga najbolj potrebujemo. Se je pa koristno naučiti, kako ga aktivirati takrat, ko si to sami želimo in ne le takrat, ko nas to prisilijo zunanje okoliščine ali pa dejavniki. Če ste to pripravljeni sprejeti, ponotranjiti verze Otona Župančiča, ki jih jaz večkrat ponavljam, potem boste zagotovo dober vodja. Če mi dovolite, jih še povem. Oto Župančič, Kremen. Kuj me življenje, kuj. Če sem kremen, naj se iskrim. Če je jeklo, bom pel. Če steklo sem, naj se zdrobim. To je večkrat, ko jo preberem, bolj vidim, kako to res pove nekaj v življenju. Življenje je pač tako, ne. Zanimivo, včasih trdo, ampak še vedno to nam je enkratna priložnost. Samo enkrat smo jo dobili in kar iz nje naredimo, to bomo imeli in odnesem s sabo potem v večnost. No, to, kar ste zdaj delili, a ne, in še veliko drugih modrosti najdejo bralci v knjigi Skrivnosti in pasti trajnega uspeha. Zdaj pa, če vas nekdo želi povabiti v svoje podjetje, kje vas najde in kako vas kontaktira? V bistvu spletna stran ima naslov www.zmavcic.eu, tako da lahko preko spletne strani lahko naroči knjigo Skrivnosti in pasti trajnega uspeha, lahko izbere predavanje, delavnico ali pa tudi individualni pogovor, če želi. Lahko se obrne pa tudi preko mojih elektronskih naslovov, to je mzmavcic@gmail.com ali pa info@zmavcic.eu. No, vaše kontaktne podatke bomo dali še v opis pod to objavo. Torej, hvala lepa za današnji pogovor. Za vse, torej, ki vodijo podjetje, ekipo ali stojijo pred pomembnimi poslovnimi odločitvami ali pa prelomnicami, vabljeni, da stopite v stik z gospodom Marcelom Žmavčičem in preverite možnosti predavanj, delavnic in osebnih posvetov. Hvala lepa in do naslednjič.